da bi iz reke potegnili naše vrste. Ampak to ne more, tam je dogovor, neki teden tukaj to, oni pa hoče še nekaj izsilivati. Zaradi tega je hotel malo to uniti. Ampak je v 10 tega ne pa še vsem takrat se razpustili. V osnovi je to bilo 90 pa čisto. Da, v kombinaciji. Smo našim naznačili, da niso zahtevali kontra. Kam je največ? Naenkrat. Jaz pritožbo. Mislim, da smo imeli polkovniki najvišji, ne? Ja, mi smo enega polkovnika, ker sem pa tlo orožje, se dobro spomnim. So kot sili, ja. Ne, v takšno nič bilo školje. Vse oni govori biti. Ja, mislim, da je bilo več ne, to je visoko. Jaz sem bili med temi, da večjih pritožb ali pa ugotovljenih kršitev ni bilo. Ker iz teh poročil, ki so uradne, formalne, ne jih ne bilo nisem. Tukaj se to naredili. V Mel smo, v Srbiji so, tako je pisali so, v Srbiji so objavili to tudi. Nisem ugotovil. Oziroma predlog društva Sever za Dolenjsko in Belo krajino, da se tudi na naši lokaciji ti dogodki obeležijo z primernim obeležjem, kot spomin na takratno dogajanje. Ob tej priložnosti bi se v svojem imenu in imenu kolektiva Zavoda na Dobu še enkrat iskreno zahvalil vsem veterankam in veteranom za svoj prispevek pri osamosvajanju, pri vzpostavljanju nove države, z obljubo, da bomo za obeležje, ki ga danes odkrivamo, spoštljivo in skrbno skrbeli. Dobljeno nalogo smo kot vse ostale sprejeli resno in s polno mero odgovornost. Njene zahtevnosti smo se še kako globoko zavedali. Vojni ujetniki so zelo občutljiva vojna kategorija ljudi. Občutljivost se ne kaže samo v vojaškem strateškem smislu ali v vojaško-političnem pogajalskem smislu. Njihove pravice varuje Ženevska konvencija o ravnanju z vojnimi ujetniki, Ženevska konvencija za izboljšanje usode ranjenih in bolnikov oboroženih sil v vojni in druge. Njihove pravice ščitijo različne deklaracije, ki varujejo človekove pravice in svoboščine. To so dodatni razlogi, da smo se naloge lotili toliko bolj odgovorno. Poleg osnovnih postopkov in običajne oskrbe smo dodatno poskrbeli, da je delo z vojnimi ujetniki od zajetja, sprovedbe do sprejetja in bivanja bilo vodeno po mednarodnih zahtevah in pričakovanjih. Brezhibno je bilo vodeno njihova osebna dokumentacija, poizvedbe so potekale strokovno in profesionalno. Poskrbeli smo za učinkovito varnost. S tem smo se ukvarjali vsi. Spoštovani zbor, dovolite mi, da današnjo srečanost izkoristim in izkažem vso priznanje in zahvalo vsem paznikom in drugim delovcem takratnega KPD Dob, vsem kriminalistom in miličnikom, da ste znali in zmogli izpeljati tako zahtevno, predvsem pa občutljivo nalogo. Ponosni bodimo, da smo s tem sebi, naši in mednarodni javnosti pokazali na ne samo svojo strokovno in profesionalno raven, temveč tudi na svojo visoko civilizacijsko raven, kot gre pričakovati za humano družbo, kjer je človekovo dostojanstvo, ne glede na razmere, vrednota. Za izrečenim stojijo dejstva. Zbirni center Dob je v svojem 10-letnem delovanju kar 3-krat obiskala delegacija Rdečega križa, od tega 2-krat delegacija Mednarodnega Rdečega križa. Iz poročil je razbrati, da pripomb pri vodenju zbirnega centra in dela z vojnimi ujetniki ni bilo. Omenjene ugotovitve potrjuje tudi koordinacijska skupina pri Ministrstvu za notranje zadeve, ki je koordinirala aktivnosti med nami in domačimi ter tujimi mednarodnimi organizacijami. Vojne ujetnike je v prisotnosti zdravnika KPD Dob in kriminalistov obiskal tudi vojaški zdravnik Jugoslovanske vojske. Iz poročila zasledimo, da pripomb na zdravstveno oskrbo ni imel.
v navednicah. Po naročilu ministra Bavčarja ob 2. uri zjutraj, dne 8. junija in po pogovoru z dr. Kmeclem, sem okoli 10. ure istega dne v skladu s 6. točko aneksa k Brionski deklaraciji dal nalogo vodstvu KPD Dob, da osvobodijo vse zaprte ujetnike jugoslovanske vojske. V KPD Dob me je spremljal delavec ministrstva, pri izpustitvi ujetnikov je bil navzoč tudi predstavnik Mednarodnega Rdečega križa. Dovolil sem si uporabiti povzetek iz najinega pogovora od takratnega namestnika ministra Bavčarja, gospoda Boga Brevarja, ki je takrat spremljal delo vseh zbirnih centrov. Njegovo današnjo odsotnost pa upravičujem z razlogom. Na tak način sem vam želel predstaviti začetek izpustitve vojnih ujetnikov in posledično ukinitev zbirnega centra. Do 9. junija 1991 so bili vsi ujetniki izpuščeni. Tega dne je zbirni center prenehal delovati. Zanimivost iz enega od poročil. Starešine so bile odpuščene v svojih uniformah. Uniforme vojakov, ki so bili izpuščeni, preoblečeni v civilne obleke, se hranijo v zavodu oziroma v zbirnem centru. Vojaško orožje in druga vojaška oprema je bila zapisniško zasežena. Domoljubnost se ne sme in ne more gojiti le skozi poslanstva in aktivnosti veteranskih in domoljubnih organizacij. Pa če tudi, to bomo počeli vedno in s ponosom. Združenje Sever je z drugimi predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije izrazil zaskrbljenost zaradi zastoja in zapletov pri zagotavljanju razumne finančne pomoči države. Sofinanciranje še vedno ni po dogovorjenih merilih enotno urejeno. Društva vse težje izvajajo svoje poslanstva, predvsem iz sredstev svoje lastne članarine. Združenje Sever z vsemi društvi, tudi našim, pozdravlja novela zakona o policiji, ki je pričelo veljati pred dnevi. Z njo bomo lažje dobivali želeno pomoč za delovanje. Pričakujem, da bodo vodstva policijskih enot lažje odločila in se odzivala na naše skromne želje. Pravzaprav zgodba mnogoterih dogodkov, ki jih seveda ni mogoče zreducirati samo na znane spopade, ki jih pogosto slavimo in tudi tukaj v neposrednji bližini smo bili priča kar nekaterim, od Medvedjaka, Okronoga, Krakovskega gozda, da naštejem samo nekaj najbolj znanih. To je zgodba o dejavnosti mnogih ljudi, ki so ostali v ozadju in ki jih prepogosto pozabljamo s tem, ko slavimo sedaj našo in svojo polnoletnost. Prav dogodki na tem kraju pričajo o naši izjemni organiziranosti. Pričajo o tem, da je slovenska oblast in med njimi prav gotovo slovenska policija ves čas vseh teh spopadov, priprav na osamosvojitev in uspešno izvedbo osamosvojitvene vojne nadzirala ozemlje Republike Slovenije in opravljala vse ključne dejavnosti, ne samo prevzela nase velik del oboroženih spopadov, ampak tudi celo vrsto drugih nalog, ki jih sicer policije upravljajo v normalnih razmerah. Ki je recimo takrat vozila prebegle slovenske vojake iz drugih republik v Slovenijo. Naj spomnim na varnostno-informativno službo, ki je takrat zbirala izjemno pomembne varnostne informacije, obveščevalne informacije. Naj spomnim na upravno-pravne zadeve, ki so takrat pripravljali pravzaprav celotno zakonodajo za prestop v novo obdobje slovenske državnosti. Mislim, da iz tega stališča, da so ta leta, ki so za nami, resnično dovolj oddaljena, da lahko z neko mirno roko raziskovalcev, kar zdaj počnejo po iniciativi nekaterih posameznikov, med katerimi sem bil tudi sam, poleg Vinka Beznika, Jožeta Kolenca, proučujejo seveda tisto ključno obdobje, ko je slovenska policija organizirana ne samo v svojo specialno enoto, vojne enote in posebne enote in takratne milice, ampak tudi cela vrsta drugih struktur stopila v manevrsko strukturo narodne zaščite in na ta način postavila temelje obrambne sposobnosti slovenske države.